Spoštovani poslušalci in poslušalke, dobrodošli v tokratni literarni matineji, v kateri bomo vstopili v drobne, srhljivo žive pripovedne svetove argentinske avtorice Samante Schweblin. Njena zbirka 7 praznih hiš, ki je v prevodu Marjete Drobnič izšla pri Mladinski knjigi, nas popelje v na videz običajne domove vsakdanjih ljudi. A za tem prikazom bralec kmalu zazna strah, osamljenost, praznino, napetost in nelagodje, ki se selijo tudi vanj. Samanta Schweblin svojo nagrajeno knjigo opozarja na krhkost urejenosti, okoli katere gradimo svoja življenja. Več pa v nadaljevanju z našo današnjo gostjo, prevajalko Marjeto Drobnič. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin. Gospa Marjeta Drobnič, lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala za povabilo. Hvala vam za prijazen odziv. Govorili bova, kot sem povedala, o Samanti Schweblin s poudarkom na njeni knjigi 7 praznih hiš, ki ste jo prevedli. O Samanti Schweblin nekaj že vemo, imamo tudi že prevod njenega romana Varna razdalja. Prevedla ga je Sara Virk. Pa vendarle predlagam za vse poslušalce, ki je morda še ne poznajo, da najprej spregovoriva nekaj besed o njej. Samanta Schweblin, danes ena najbolj prevajanih avtoric iz Argentine. Zelo znana, mednarodno prepoznavna, kot ste že omenili, v slovenščini imamo preveden njen roman Varna razdalja. Zelo impresiven roman, zelo nenavaden roman, presenetljiv roman in tudi izvrstno preveden roman, tako da ga priporočam. Kot tudi priporočam to zbirko 7 praznih hiš. Samanta Schweblin je avtorica srednjih let, recimo še mlajših srednjih let. Že od leta 2012 živi v Berlinu. Živela in študirala je v Buenos Airesu in mogoče pomemben podatek, da je študirala oblikovanje slike in zvoka. Bila je tudi udeleženka in raziskovalka književnosti in udeleženka literarnih delavnic, to sem hotela povedati. In se je odločila za literarno pot. Že njena prva zbirka, El núcleo del disturbio, nekako bi prevedli jedro nemira, jedro nereda, recimo, je bila zelo lepo sprejeta, tako pri kritiki kot pri publiki. Že takoj je bila nagrajena. Skratka, tudi Samanta Schweblin je avtorica, ki je dobitnica številnih nagrad, ampak res številnih nagrad. Recimo, če samo omenim, napisala je 4 zbirke kratkih zgodb in 2 romana. To se pravi, ne tako zelo veliko del. Če pogledamo pa seznam njenih nagrad, pa vidimo, da je to v bistvu kar neka skoraj neskončna naštevanka. Tako da zelo zanimivo. Ja, ona je res zaslovela že tako in potem se je ta v bistvu njen uspeh samo še stopnjeval. Me pa zanima takole, glede na to, da ste poznavalka sodobne književnosti, mislim tudi starejše, v španskem govornem prostoru. Kaj se vam zdijo recimo tiste prepoznavne lastnosti Samante Schweblin, ki jo ločijo od drugih avtorjev, recimo in avtoric njene generacije ali pa sodobnih? Rekla bi, da prav ta njena izvirnost pri recimo zamolčevanju. Ta njen ritem, njena sposobnost tajminga, recimo. Kot sem omenila prej, je študirala zvok in sliko. Tukaj vemo, kako pomembna je lahko tišina, kako pomemben je neki spust, neki sinkopa. Tako da mislim, da jo to precej definira.
in pa ta subjektiven pogled njenih likov, ki se znajdejo v enem praznem, mrtvem prostoru. Se pravi, doživljanje iz zornega kota njenih likov. To bi rekla, pa mogoče tudi fantastični elementi, ki jih uporablja, so zelo, tako delujejo nekako naravno. Ja, zato so jo tudi pogosto imenovali za predstavnico novega latinsko-ameriškega magičnega realizma, čeprav sem brala, da se je pozneje ta fantastika pri njej malo umaknila v ozadje in da je v ospredje vstopila psihologija likov. Kako vi gledate na to? Bi se strinjali s tem? No, glede magičnega realizma, magični realizem je del te fantastične literature, ki je značilna za Latinsko Ameriko. Tako da jaz je ne bi povezovala kaj preveč z magičnim realizmom, pač pa z fantastično latinsko-ameriško literaturo. Seveda, mogoče je kakšen element v kateri zgodbi, ki je povezan, predvsem, kadar gre za neke zgodbe povezane z ruralnim, recimo, ker magični realizem je značilen za podeželje. Se pravi, opisuje neko povezanost z zemljo. Zmeraj zemlja je eden izmed, in tudi narava je eden izmed glavnih akterjev v magičnem realizmu. In pa pač ta podeželska dinamika, recimo tudi vraže, praznoverje, neke verske tradicije in tako naprej. Pri fantastiki pa ni, imamo recimo fantastična avtorja fantastike, ki sta Borges in Cortázar, ona dva sta urbana avtorja. Ona dva nista povezana z magičnim realizmom in še številne druge avtorje. To je nekako urbana, tudi književnost Samanthe Schweblin je urbana književnost v bistvu. Čeprav se tudi dotika seveda problemov ekoloških v povezavi z naravo, ne? Ampak nekako se mi zdi, da je to urbana književnost. Njeni fantastika pa v njenih delih nekako vznika iz razkroja stvarnosti, recimo, iz te mehkobe stvarnosti, ki je že vsa prepojena z nekimi elementi, ki odvzemajo trdnost. To je v bistvu ta fantastika, ki je pri njej navzoča, kot pri mnogih drugih avtoricah. In te fantastični elementi, ki jih ima ona v svoji književnosti, pripomorejo k temu, da poudari to psihologijo svojih likov. No, tako nekako bi povezala to s tem. Se pravi, priporočam pa njeno književnost vsakemu psihologu. To pa definitivno, ker bo našel v teh likih res neskončno možnosti za interpretacijo in za preučevanje človeške psihe, recimo. Do praznih mest bova še prišli. Mislim, da bova kar veliko govorili tudi o njih in o izpustih. To je nekaj, na čemer gradi tudi napetost teh zgodb, ne? Ampak malo kasneje, prej bi vas samo še vprašala, kam se v njenem opusu umešča prav ta knjiga? Recimo, kako pomembna je in reprezentativna zanjo? Ta zbirka zgodb, 7 praznih hiš, je bila, 3-krat je bila nominirana za Bookerjevo nagrado Samantha Schweblin. Ena izmed nominacij je bila tudi ta zbirka. Finalistka je bila, se mi zdi, z romanom Varna razdalja. Pa tudi posamezne zgodbe v tej knjigi so bile nagrajene. Naprimer, zgodba Votlo dihanje je izšla tudi kot novela, recimo. Bi pa mogoče poudarila to, da je zbirka kar reprezentativna, recimo, za njeno prozo. Ker je nekako vsakega pomalo, recimo. Zgodbe so si med seboj tudi različne. Seveda, to so 7 praznih hiš. To je se pravi, da imajo skupnega nekaj, a ne? Ampak so si pa tudi, ko jih prebereš, vidiš, da imajo tudi vse neke določene razlike, kar je tudi lepo. Tako kot vsaka hiša. Tako kot vsaka, no, seveda, ja. Bi pa povedala to, da sem reprezentativna, saj ne vem, če je to ravno pravi izraz. Samantha Schweblin v bistvu je v vseh svojih delih optimalna. Tako da ne bi ravno poudarila
te zbirke kot nekaj najboljšega, kar je napisala, ampak je v bistvu vse tisto, kar je napisala, lahko imamo za najboljše. Saj sem že prej povedala, ni napisala veliko. Če greva zdaj na te praznine in neizrečenosti, kako s pomočjo njih gradi Samantha Schweblin te zgodbe, kako bi opisali njihovo zgradbo? Zgradba zgodb, se pravi, ni tukaj ni neke tradicionalne zgradbe, niso zgrajene kot uvod, jedro, zaključek. Čeprav je zmeraj nek zaključek, to nekako ohranja, bralca pa najprej vrže v dogajanje. Se pravi, vsakič, ko bralec začne zgodbo, se znajde sredi dogajanja. In potem si mora sam ustvariti oziroma interpretirati, kaj se dogaja. Avtorica mu daje neke elemente, ko se zgodba razvija, mu avtorica daje neke elemente. In potem bralec se mora pač odločiti, kaj bo s tistimi elementi v bistvu počel. Ker to so elementi, ki jih lahko poveže na tak ali drugačen način. In to pravzaprav doseže ravno s tem, ko zamolči druge elemente. Se pravi, da bralec mora povezati od enega elementa do drugega, pa preko tistega, kar je zamolčano, si mora pa interpretirati. Tako, nekako. Še to bi dodala, da ima vsaka zgodba pa ima vedno nek tak, recimo kot tradicionalen zasuk na koncu ali pa nek dotik presenečenja, recimo. Se pravi, da se lepo izteče v en tak zaključek. No. Gre za zelo intenzivne zgodbe, ne? Čeprav bi težko rekli, da je tako zaradi dogajanja, ampak prav zaradi te napetosti, ki jo zna stopnjevati, pri tem, da običajno to napetost ustavi tik preden bi eksplodirala, no, nekako se mi je zdelo. Ima ta zasuk, ki pa vedno pove tudi kaj o glavnih likih, na perspektivo katerih se zgodba fokusira in so v bistvu nezanesljivi, tako da je bralec do neke mere vedno tudi zaveden, ne. Absolutno. Liki so popolnoma nezanesljivi. Tako da je njihov zorni kot, saj sem povedala, da je to ena neverjetna odlika njene proze, da zna prepričljivo predstaviti zorni kot lika, njegovega recimo občutenja ali pa dojemanja ali pa videnja, se pravi njegovega zaznavanja. In potem si mora v bistvu bralec sam ustvariti neko distanco oziroma, če hoče, in si nekako razložiti to. Seveda pa to nikoli ne pomeni nujno, da je samo ena interpretacija prava. Kako pa se vam zdi, da se kot avtorica giblje med tem minimalizmom jezika, ki je tudi nekako značilen za te zgodbe, med nedorečenostjo tega dogajanja, hkrati pa še psihološko globino likov, ne? Ta preplet se mi zdi zelo zanimiv. No? Ja, ona je mojstrica tega. To je definitivno. To so njene, v bistvu so to trije njeni stebri, na katerih gradi, oziroma neke tri dimenzije, ki jih ustvarja v svoji prozi. Manj kot pove, več lahko razumemo in globlje lahko gremo v psihologijo lika oziroma v človeško psiho. In v bistvu prav to je grozljivo, ker je v bistvu ta človeška psiha je kot neka brezdanja, nepojasnljiva gmota, v katero nas potaplja avtorica. In to nam je strašljivo. Bralcu je to strašljivo, grozljivo, ker je tudi teh interpretacij raven iz tega minimalizma jezikovnega, ki ga gradi, smo nekako izgubljeni, ker nimamo neke trdne opore, ki bi se jo prijeli, na široko nam ponudi možnost interpretacije in s tem tudi neko globino, v katero se lahko spustimo in potem tam raziskujemo, kar je pa včasih lahko zelo nelagodno in neprijetno, se prav strašljivo. Ker so stvari, ki si jih ne znamo pojasniti. Zato, In veliko tudi takih, ki jih mi ne bi morda naredili. Naredili, točno to. Nastavke da zelo dobre, potem pa nas pusti, da plavamo med njimi. Tako. Marjeta Drobnič, 7 praznih hiš, ne?
Ampak te hiše niso dejansko prazne. Zakaj je torej naslov 7 praznih hiš? Po moje je to zaradi praznega teka. V bistvu zaradi praznega teka likov, ki so že tako izpraznjeni, da je ta praznina zdaj v bistvu samo nek vsakdan, ki je popolnoma prazen njihov. A ne? Ampak ta prazni tek je v bistvu ni več povezan z okoljem, z njihovim kontekstom. To je tako, kot bi bili v nekem, to je kot nek interjer, v katerem je 100 000 milijonov elementov, ampak elementi so nepovezani, se pravi, niti kabli so pretrgani, in potem kaj počnejo, te liki se gibljajo potem po tej praznini in nekako poskušajo teh nešteto kablov stikati skupaj, ampak jih stikajo napačne skupaj in potem to ne gre nekako naprej. Ne? In je to nek prazen tek kar naprej z nekimi norimi povezavami in s tem tudi avtorica seveda vzbuja grozo na nek način. Ne? Ja, prav to nelagodje. Jaz sem praznost povezovala tudi, tako kot ste rekli, s praznino likov, ne, ki jo potem polnijo tudi s kar nekimi spomini, prebliski in običajno so to spomini tudi na neke osebne tragedije. Kako pa na to gledate? Ja, tukaj vidimo, da je nekako razlogov za to izpraznjenost, čustveno, pač mentalno, kakršnokoli, ona ne pojasnjuje direktno. Nikoli. To si mora ustvariti bralec. Ona, kot sem že prej povedala, ponudi neke elemente in iz tega si mi lahko v bistvu ustvarimo neko sliko dogajanja, predhodnega dogajanja oziroma vzrokov, zakaj je do te praznine prišlo. Tako nekako. Kako gledate pa na dejstvo, da so v glavnem njene protagonistke v tej zgodbi, ne vedno, ampak se osredotoča bolj na ženske? Ali s tem sporoča tudi kaj o položaju žensk v sodobni argentinski družbi ali kaže to bolj povezovati s tem, da je pač sama avtorica in da je morda zato ženska psihologija bliže? Mogoče oboje, ampak mislim, da je tudi glede na to, da je ona v svoji prozi kritična, čeprav te kritike ne kaže demonstrativno, ampak so njene zgodbe so družbeno kritične. Če bi se osredotočila na to zbirko, oziroma ne omenjam samo Varno razdaljo. Ne. Roman Varna razdalja, tukaj vidimo, da je v bistvu tema zelo pomembna za človeštvo danes. In tudi v tej zbirki kratkih zgodb vidimo, da so ženski liki predstavljeni v svojih tradicionalnih situacijah, ki pa v bistvu nimajo nič skupnega z njimi več. Tako da, ja, tudi mogoče del izpraznjenosti, vsaj v tej, recimo, votlo dihanja, ne, je tudi ta tradicionalen ženski vsakdan, ki pa v bistvu tudi povzroča neko čustveno izpraznjenost ali pa v tej hiši je zmeraj tako ali, ne vem, moji starši in moji otroci, recimo v teh zgodbah, ne, imamo ženske, ki bi lahko v bistvu kot ženske bile na nek način neodvisne, ampak so nekako padle v neko praznino. Ne. Tako da in so neizpolnjene in nezadovoljne zaradi tega. Tudi, ja. Rekli ste tudi to, ne, da je družbeno kritična. Se vam zdi, da je kritika te knjige usmerjena prav v položaj žensk in v njihov način življenja ali njena kritika sega širše tu? Ne, to je širša kritika. Tukaj vidimo ta izpraznjenost, to je pač nekakšna posledica odtujenosti, nepovezanosti v bistvu vseh njenih delih. Je tako tudi v delih, kjer ima ta science fiction in te fantastične elemente, to vse s temi elementi poudarja neko odtujenost. Se pravi, tudi zaradi načina življenja, skratka, sodobnega načina življenja. In tudi tu je ta praznina. Recimo,
v tej zbirki sta dve zgodbi, v katerih začutimo nekdanjo človeško toplino, recimo, ali pa neko povezanost, in to sta moji starši in moji otroci in človek brez sreče. Recimo, to sta dve zgodbi, v katerih začutimo tisto, kar je nekoč bilo, recimo. A ne? Ampak je okolje takšno, da je nedovzetno za takšne situacije, za takšne razplete, za takšne povezave, recimo. Ja, ta praznina se širi ne samo med najbližjimi, ampak tudi med sosedi. Nasplošno se mi zdi, kot da se vsak od teh njenih likov premika v nekem svojevrstnem vakuumu in ne more priti do drugega, niti nima drugi te prave potrebe po bližini, hkrati pa se mi zdi, da imajo še neko posebno stisko, o kateri govori ravno zgodba, ki ste jo omenili, Moj prostor. Ne, in to je v bistvu vprašanje, kateri prostor na svetu ti sploh pripada in kako velik je ta tvoj osebni prostor, ki je zastrašujoče majhen, ne? Kljub temu, da se pripovedovalci izgubljajo v njem. Ne? Tako je, to je zgodba 40 kvadratnih centimetrov. Tako. Se pravi, to naj bi zasedal človek. To je nek prostor, na katerega se človek, kamor se človek lahko usede. A ne? V tej zgodbi je junakinja popolnoma izgubljena, ne prepozna niti svojega rodnega mesta več, ko se vrne nazaj, se pravi, popolnoma je pretrgala vezi, ne ve več, to je Buenos Aires, ne ve več, kot vozijo metroji, kje je pustila prtljago, se pravi, v katerem skladišču so njene stvari, kam se mora obrniti, išče lekarno, se pravi, popolnoma izgubljen človek, vstopi v metro, prepoznava neke postaje, imena nekih postaj, ampak ne ve, kam bi se obrnila. To je neka pretiravanje, ne? Ampak hoče povedati, kako je človek v bistvu sam s temi svojimi 40 centimetri v sodobnem svetu. Tudi ko se ji poskuša približati berač, in ji poskuša pomagati, se ga ona ustraši. Ona ga v bistvu noče zraven sebe in tudi beži tudi od bližnjih. Tako da, ja, to je v bistvu, ne vem, bilo bi včasih tragično, mogoče strašno, strašljivo. Tako. Marjeta Drobič, v nadaljevanju bomo poslušali kratek odlomek iz sicer najbolj obsežne zgodbe v knjigi. Gre za zgodbo Votlo dihanje. Mislite, da je ta obseg, pa morda tudi tema, daje osrednje mesto v zbirki ali ne? Jaz mislim, da ja. Tako pač je, ampak je daljša zgodba, veliko daljša. Je zgodba, ki je šla kot samostojna novela, celo ilustrirana. Pa tudi, ko pogledamo kazalo, vidimo, da je na sredini, nekako preseka, ima 3 krajše zgodbe, potem to novelo, recimo, in potem spet 3 krajše zgodbe. Je nekako, seveda verjetno ostane najbolj v spominu, kar je po svoji dolžini, pa tudi po temi, verjetno, in po mogoče tudi malček fantastičnosti, ki jo ima v sebi. No. Jaz sem se ravno spraševala, je to fantastika ali se je to dejansko dogaja v glavi te gospe, ker res ne veš, kako daleč bo še pripeljalo. Prav zdelo se mi je, da nas avtorica mrcvari počasi skupaj z njo, ko že mislimo, da smo prek najhujšega, zapademo še v neko večje brezno te gospe. Tako da zanimivo doživetje, no, to branje. Zelo, zelo, ja. To je, ne vem, kot neko sestopanje, kot neko spiralasto spuščanje v neke globine, ki so popolnoma nedoumljive. Nedoumljive pa tudi, kot sem povedala, to je zorni kot lika, zmeraj, ne. In tukaj vidimo, kako je v bistvu to dojemanje glavnega lika, ki je ostarela gospa, kako je v bistvu v popolnem neskladju z realnostjo. In tukaj vidimo ta razkorak, ampak v bistvu mi ne vemo, kaj niti realnost je več, zato ker nimamo nobene reference, ker nam je ona sama ne more dati.
Tako da tukaj je seveda več različnih interpretacij, kaj v resnici se dogaja. Res ne mogoče vedeti, kaj v resnici se dogaja. Nekako nam daje referenco mogoče ta njena soseda, ki ji očita nekatere dogodke, ampak še tam mogoče ne smemo biti čisto prepričani. Je pa res, da vedno povezujemo pač neko tako ostarelost pa s tem, kaj počne ona in da si zmeraj zapisuje vse, da povezujemo to z demenco. In seveda demenca in zorni kot demence, to je pač zanimiva zadeva, ne? To je pač neko stanje nekega človeka, ki se je popolnoma odklopil oziroma mogoče celo deloma na nekaterih delih popolnoma zavestno, ne. In v bistvu ta neka želja po že nekem odrešenju, ki naj bi bila smrt, ki pa v bistvu že ne ve več, ali je želja še, ali kje je kdo, kje, kdaj, zakaj, a ne. Tako da ja, zelo zanimiva izkušnja to branje, no. Zelo. No, prisluhnimo odlomku kratkemu, potem pa nadaljujeva najin pogovor. Odlomek bo seveda v vašem prevodu, interpretira ga pa Maja Mol. Stopila je do vhodnih vrat in se vprašala, zakaj neki je prišla tja. V kuhinji je poiskala vžigalice in prižgala enega izmed gorilnikov, potem ga je ugasnila. Prižgala je svetlobno cev pod zgornjimi omaricami in jih nekaj odprla, da bi preverila, ali so zaloge obnovljene. Odmaknila je začimbe in tam je bil nov zavoj čokolade v prahu, še ne odprt. Začutila je, kako se ji je dihanje komaj kaj pospešilo in bolj kot kdajkoli prej začutila, da mora ukrepati, a nikakor ni mogla natančno ugotoviti, kako. Naslonila se je na kuhinjski pult in umirjeno zadihala. Zunaj je bila zelenica pred hišo v temi, ena izmed obeh cestnih svetilk je pregorela. Videla je avtomobil in na nasprotni strani so bile luči pri sosedih ugasnjene. Na ulici se je premaknila senca in čez nekaj sekund še na njeni zelenici za drevesom pred kuhinjo. Lola je nadzorovala dihanje. Naredila je hiter korak nazaj, z roko segla proti steni in ugasnila luč. Njeno telo se je na nevarnost odzvalo gibko in brez bolečine, a sklenila je, da se ne bo zmenila za to. Obždela je v temi, pozorna na drevo. Tako je nekaj časa čakala in postopno sproščala izdih, dokler se ni vrnil pisk in ni prepričala sama sebe, da zunaj ni nikogar. Tedaj je za črnim drevesnim deblom v proti svetlobi zagledala nekoga, ki se je trudil ostati pritajen. Nekdo je bil tam, nedvomno. In ona je bila sama v kuhinji, s telesom in dihanjem na grbi, medtem ko je on mirno spal. Za trenutek je obtičala v tej misli, tako blizu čokolade v prahu, da bi jo lahko dosegla brez premikanja stopal. In prišlo ji je na misel, da je tisto morda fant iz sosednje hiše. Nekoliko je odprla okno. Pes za ograjo hiše čez cesto je zalajal. Črno deblo je nekaj sekund mirovalo. Stopila je 5 korakov nazaj do kuhinjskih vrat, od koder je še zmeraj videla drevo, dvignila slušalko domofona in pritisnila na gumb za govorjenje. Njen hripavi pisk se je zaslišal zelenice skozi okno. Odložila je in obstala s tresočo dlanjo na aparatu, dokler ni čez čas pes nehal lajati. Sinoči je bil nekdo na zelenici pred hišo. To mu je povedala, komaj dobro jo je zbudil. Zaspala je pred nemim televizorjem in zdaj sta v prostorni svetli kuhinji ženski na zaslonu ravno pripravljali piščanca. Njen naslanjač, ki se je ponavadi zdel precej udoben, se tokrat ni obnesel. Bolelo jo je telo in stežka se je premikala. Ni je vprašal, ali je spala tam, niti kaj se je zgodilo, a hotel je vedeti, ali je že vzela tablete. Ni mu odgovorila. Šel je po škatlico za zdravila in jo podal skupaj s kozarcem vode.
Gledal jo je tako dolgo, dokler ni vzela vseh. Po zadnjem požirku je rekla: "Pravim ti, da je bil sinoči nekdo na zelenici. Moral bi preveriti, ali je vse v redu." Pogledal je proti ulici. "Si prepričana?" "Videla sem ga za drevesom." Oblekel si je jopič in stopil ven. Sledila mu je izza okna, videla, kako hodi po leseni potki, ki vodi do ograje, kako se ustavi ob drevesu in od tam gleda proti ulici. Zazdelo se ji je, da ne pregleduje natančno območja, ki mu ga je pokazala. Pregledoval je prav zanikrno in pomislila je, da je ta moški takšen že vse življenje in da je od tega moškega zdaj odvisna. Dvignila je slušalko domofona, tistega v dnevni sobi zraven vrat, in z zunanje enote na ulici zaslišala svoj lastni glas. Pri drevesu, pri drevesu!" Videla je, kako je stopil nekaj korakov proti drevesu, a se ni dovolj približal. Pogledal je naokrog in se vrnil. "Moral bi še enkrat pogledati," je rekla, ko je vstopil. "Prepričana sem, da sem nekoga videla." "Zdaj ni nikogar." "Ampak sinoči je bil," je rekla in pustila, da so njena pljuča na dolgo zapiskala, vdana v usodo. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja. Tokrat govorimo o Samanti Schweblin, avtorici argentinskega porekla. Pogovarjamo se z prevajalko njene zadnje v slovenščino prevedene knjige doslej. Gre za knjigo 7 praznih hiš, izšla je pri založbi Mladinska knjiga, z nami pa je torej gospa Marjeta Drobnič. Poslušali smo odlomek iz zgodbe Votlo dihanje, interpretirala ga je Maja Mol. Marjeta Drobnič, o tej zgodbi sva zdaj že kar nekaj povedali, ne? Se lahko morda premakneva še malo naprej. Marsikaj, kar sem vas želela vprašati, sva pravzaprav že povedali, ne? Da gre za svojevrsten komentar te krhkosti tudi naših odnosov, naše sodobne odtujenosti. Zato bi se zdaj malo premaknila na vaše prevajalsko delo. Povedali sva, da avtorica svoje zgodbe v veliki meri pripoveduje z zamolki, tišinami, tem subtilnim stopnjevanjem napetosti. Pa me zanima, kako ste to doživljali kot prevajalka te zgodbe? Se vam je morda katera še prav posebej vtisnila v spomin in ste kaj razmišljali, kako to podajati slovenskim bralcem, kajti tu težko verjetno gre za nek avtomatičen prevod enega jezika od drugega, ne? Treba je vendarle najti tudi prave pomenske odtenke, razvrstitev besed. Ne vem, boste o tem povedali kaj vi? Jaz mislim, da literarno prevajanje nikoli ne sme biti avtomatično. Seveda odvisno od tega, kakšne vrste književnost prevajaš, a ne. Ampak recimo, da zahtevnejšo književnost, recimo za bralca, ali pa kompleksnejšo književnost, pa človek, prevajalec ne more prevajati avtomatično. Posebna vrsta prevajanja pa je prevajanje kratkih zgodb. Mislim, da se razlikuje od tega, da od recimo prevajanja romanov, daljših besedil, tako kot se recimo razlikuje tovrstno daljše prevajanje recimo od prevajanja poezije na nek tak način. Se pravi, avtor, ko piše kratke zgodbe, zelo, zelo pretehtava pri izbiri besed. In prav to čaka tudi prevajalca. Se pravi, kratka zgodba je kratka zgodba, ki mora narediti vtis vse te svoje kratkosti. Z jezikom, se pravi, mora ustvariti nek večen učinek, recimo, nek učinek za večnost. Se pravi, da je treba biti pazljiv in to pač tako kot avtor, tudi prevajalec pretehtava, gleda, katero besedo bo postavil kam. Pri Samanti Schweblin, se pravi, s temi zamolki, s tem ustvarjanjem napetosti, tudi pri tem je treba pazljivo, se pravi, premišljeno
graditi napetosti skozi zgodbo. Nek učinek, ki ga ti doživiš kot bralec, poskušaš tudi kot prevajalec potem ohraniti. Seveda, jaz mislim, da je tudi pri literarnih prevajalcih zelo veliko odvisno od tega, kako ti kakšna književnost, kakšna proza sede, recimo, ali pa kakšna druga literarna zvrst, no. Kako jo doživljaš, ali si blizu, ali ne, ali ti je strašno všeč, ali ne tako strašno, ali malo manj, oziroma ali nekaterim, ki sploh ni, a ne, pa se vseeno podajo na to pot prevajanja. Mislim, da se vse to ohranja. V prevodih, pri izbiri besed, pri stavkih, pri recimo temu nekam ljubkovalnem tretmaju besedila. Tudi sem razmišljala o tem, ne, ponavadi je za prevajalca najtežji ravno vstop v besedilo, ne. Tukaj pa kar nekaj vstopov, vendarle so te zgodbe samostojne, ne, tako da verjetno ravno, ko zaplavaš, lahko izstopiš in potem znova začneš znova. Tako je tudi pri poeziji je tako. Se pravi, zgodbe so zgodbe. Jaz ponavadi delam tako, da vedno, da si pustim vmes nekaj časa. Se pravi, neko zgodbo delam in potem si pustim nekaj časa in potem drugo zgodbo in tako nekako, tako da se odlepim od prve in potem se odlepim od druge in tako naprej, no. Tako da zato, ker je vsaka kratka zgodba je svoja, je posamezna enota. Rekli sva, da je jezik Samanthe Schweblin zelo minimalističen. Kakšen pa je ta jezikovni register, ki ga uporablja, in kako ste nekako usklajevali po eni strani to in recimo temu argentinskega duha teh zgodb, pa po drugi strani dejstvo, da mora biti prevod slovenski vendarle dovolj tekoč in ne preveč tuj bralcu, če naj učinkuje vsaj približno tako kot avtoričine zgodbe v njenem domačem prostoru, no. Ja, mislim, da je Samantha Schweblin precej univerzalna, tako da nima nekih recimo lokalnih posebnosti, ki bi bilo treba nekako prenašati iz nekega strašno drugačnega kulturnega okolja v naše okolje. In ta univerzalnost, mislim, da jo povezuje, to je pač tematika sodobnega sveta, vse, kar se dogaja nam vsem v bistvu. In to nas druži, ne glede na jezik. Je pa res, ona vedno poudarja, da ona piše v portenju, se pravi v španščini Buenos Airesa, in seveda piše v argentinski španščini, kar je normalno, pač kot vsi argentinski avtorji, ne. In je to pač povsem normalna stvar. Tudi avtorji, recimo, ko bralci iz Španije berejo argentinsko španščino, niti ne občutijo neke take, recimo, odtujenosti od izrazja. Ker recimo, da so izrazi, posebno v Argentini, jaz mislim, da so izrazi, ki jih ostali prebivalci špansko govoričih držav zelo dobro poznajo. Gre predvsem za kakšne razlike v poimenovanju predmetov, sadja, stvari, recimo pogovorni jezik in tako naprej, ampak to je pač pogovorni jezik, ki obstaja v Argentini, v Buenos Airesu, in ga ti pač preneseš v slovenščino, ne. Kaj pa vam je predstavljalo recimo najtežji prevajalski oreh? So bile to morda ti sugestivni pasusi, pomensko razprti njenih zgodb ali kaj drugega? Ja, predvsem to, in pa jaz mislim, da je bilo najtežje pri njej, posebno pri zgodbi Votlo dihanje. Gospa, recimo, da je to ostarela gospa, ki je dementna, in je to pač njeno videnje. In to je nenehno, veliko je ponavljanja. Veliko je osebnih zaimkov, ki se ponavljajo. On, ona in tako naprej. In v glavnem tega je v španščini niti, če bereš original, niti ni tako moteče. Je mogoče malo nenavadno, ampak si to pač razlagaš z njenim zornim kotom tudi. V slovenščini recimo je bilo to moteče in sem morala nekako to omiliti.
A ne, ker ona je rekla, ali pa on je zmeraj mislil, a ne. To ne gre, da se kar naprej to ponavlja. Tudi zelo velikokrat, recimo, se ponovijo besede. Imaš besedo v eni vrstici in potem spet v drugi vrstici. In to v slovenščini včasih, se sliši mogoče nenavadno. Tudi v španščini se sliši nenavadno, ne? Ker to pač se ponavljajo. Ampak pač je to tudi njen slog. Ne? Včasih me je tudi malo zamikalo, da bi mogoče kako drugače, ampak se pač moraš kar nekako ostati zvest slogu, no. Ne, absolutno, se tudi ponavljajo se besede z nekim namenom, ne. Točno to. Ker jih nalašč jih ponavlja, seveda. Kaj pa slovenski bralec, ga imate pri tem, ko prevajate v mislih, ali je tu dovolj pač vaš občutek? Bralca imam vedno v mislih. Bralca imam vedno v mislih, zato ker sem tudi jaz sama bralec. Se pravi, vedno si želim, da do mene pride tisto, kar je prevedeno nekako v približno taki obliki, kot je v originalu. Se pravi, če ima ona tako odprt slog in ti pušča toliko odprtih možnosti, mislim, da je tudi to treba ohraniti in bralcu ponuditi. Te možnosti, kot jih ponuja ona in da pač kot prevajalec, da si ne dovoliš nekih svojih bralskih interpretacij, ampak da na to gledaš kot prevajalec, ker prevajalec mora imeti vedno več interpretacij kot bralec. Oziroma poskušati videti več interpretacij in več vsega, kot ti to prebereš. Ravno to se mi zdi tudi težava te njene proze, namreč kako ohraniti to večpomenskost, kajti besede vendarle v slovenščini nosijo druge konotacije, druge pomene kot besede v njihove korelati španski, ne. In tu dejansko sem razmišljala o tem, da je to veliko zahtevnejši prevajalski podvig, kot se potem zdi ob branju tega domnevno minimalističnega jezika. No. Ja, tako je to ponavadi. Mislim, zelo velikokrat se dogaja to, da ko imaš ti neko recimo baročno bogato prozo, da je mogoče lažji, ali pa neka opisovanja, da mogoče potem na koncu vidiš, da mogoče celo lažje prevajalsko prebredeš tisto, kot pa nek tak zelo minimalističen izraz. Ja. Marjeta Drobnič, jaz vam čestitam za ta prevod. Zahvaljujem se vam za zanimiv pogovor in mislim, da na tem mestu lahko poslušalce povabiva k branju knjige 7 praznih hiš, midva pa narediva piko. Hvala lepa. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo torej gostili prevajalko Marjeto Drobnič in se z njo pogovarjali o knjigi 7 praznih hiš Samante Šveblin. Knjiga je šla pri založbi Mladinska knjiga, odlomek iz zgodbe Votlo dihanje pa ste poslušali v interpretaciji Maje Mol. Oddajo sem pripravila Tina Kozin, za tehnični del pa je skrbel Liam Samsa.